Dober večer, drage gledalke in cenjeni gledalci, in lepo pozdravljeni v tretji okrogli oddaji Ozadji. Danes je na sporedu 30. oddaja in prav tako kot smo v prejšnji oddaji, ko smo gostili člana Atletskega kluba Brežice, govorili o pomenu športa in o pomenu gibanja za zdravje, podobno tudi danes govorimo o pomenu gibanja za naše dobro počutje in za našo dobro telesno kondicijo. Danes je z nami gospa Helena Španovič, ki v Krškem vodi nekako podružnično skupino Šole zdravja. Lepo pozdravljeni, gospa Helena. Enako, hvala. Kot že uvodoma rečeno, gibanje je dejansko velikega pomena tako za telesno dobro počutje in posledično tudi za duševno. Kako vi nekako ocenjujete kot oseba, ki je tesno vpeta v dogajanje glede gibanja? Mislite, da je povprečen Posavčan, povprečen Krčan nekako dober na področju rekreativnega gibanja? Ja, opažam, da se to rekreativno gibanje v Posavju kar povečuje. Vidim, da se ljudje so začeli zavedati gibanja, ki res močno vpliva na zdravje. In ta naša vadba še posebej, ker je vsakodnevna. Opažam pa res, da je prisotna in joga, in tek, in pohodi. Pogrešam v Krški občini pa še ples, ki je tudi koristen za zdravje, in pa plavanje, ki smo ga včasih izredno dobro v Krškem imeli. No, ampak konec koncev imamo plesni klub Lukec, imamo plavalni klub Celulozar, kjer je vseeno nekako res da bolj tekmovalno in bolj usmerjeno v treniranje, ampak vseeno možnosti so, ne? Ampak kaj pa mislite, kaj pa botruje k temu, da je prišlo do tega porasta? Včasih se ljudje nekako niso niti pogovarjali toliko o tem, kako pomembno je gibanje za dobro počutje in za samo zdravje. Jaz mislim, da je ta osveščenost in pa da so ljudje skratka razumeli, da je res gibalo vsega, tako kot reče dr. Grišin, gibanje je življenje, mirovanje je smrt, ustanovitelj Šole zdravja. No, ko ste že omenili dr. Grišina, kako ste sploh dejansko vi osebno se srečali za samo Šolo zdravja? Kako ste prišli na to idejo oziroma kdo vam je pomagal upeljati ideje dr. Grišina v Krško občino? Ja. Dr. Grišina sem spoznala v Piranu. Postal je oziroma bil je zdravnik v Kopru, in ko se je srečeval s svojimi pacienti, je videl, da smo Slovenci zelo, zelo delavni, ampak vedno iste gibe, nerazgibani, togi, in je rekel, moram nekaj narediti. In je poskušal že s prvo skupino pred 12 leti v Piranu. No, tam so malo začeli, ampak niso ustanovili še skupine. Tako da je prva skupina po metodi 1000 gibov dr. Grišina nastala v Celju pred 12 leti. No. Jaz osebno sem pa z njimi, s to skupino piransko, že kar 10 let vadila. Kadar sem bila dol, sem se jim z veseljem na pomol priključila. In sem videla, da so res to zelo, zelo koristne vaje, ker sem videla, kako so že nekateri stari člani in kako so gibčni. Skratka, da starost ni ovira, da bi človek moral biti trd, tog in negibljiv. Ne, tako je, tako je. Kako pa ste potem dejansko to ljubezen do gibanja, ki ste jo občutili na lastni koži v Piranu, potem prenesli v Posavje? Aha, že vrsto let, ko sem tam telovadila, in ker so ta društva oziroma te skupine po Sloveniji rasle kot gobe po dežju, so rekli, v tej skupini, ki je vodi gospa Ema Pirkovič, ki je tudi soustanoviteljica tega društva, je rekla, poskušaj ustanoviti, Dolenjska spi, Posavje spi, tudi ti skupino. Ampak jaz sem takrat bila še v službi, vozila sem se na delo v službo v Novo mesto in je bilo to skoraj neizvedljivo. Od pol 7 sem šla, prišla sem ob 5, nemogoče. No, zdaj pa, ko sem v penziji, je pa pred 2 leti že dejansko v Brežicah nastala skupina,
ki je bila nekje zadolžena za to področje od šole zdravja, da pospeši to gibanje tudi. In jaz sem to mojim kolegicam že kazala, doma te vaje, in mi pol pride ena pa reče, na Vidmu poskušajo nekaj, sem šla takoj na Videm, sem z njimi 14 dni telovadila, no in pa sem pa še ustanovila tole desni breg, kjer nas je že, danes sem učlanila 39. člana. In to je lepa številka za tako mlado društvo oziroma za tako mlado skupino. Tako. Vam je kdo pomagal ali ste sama nekako prebijala let? Jaz sem to kar sama, tako da res povedala sem našim članicam, kako, in smo izdelale plakate. Društvo sem zaprosila za zgibanke, raznosile smo, obešale smo plakate in nastalo je, rodilo se je to, kar je danes. Krška občina ima 90 vadečih, vsako jutro od 7:30 do 8:00. In to je lepa nekako popotnica za naprej. Zelo. Spodbudno. Zelo, zelo, zelo. Niso pa samo člani iz desnega brega, kljub temu, da je takšno ime. Verjetno pridejo iz vseh koncev Krške občine, če so kolikor toliko blizu. Če govorimo o Krškem samo, ali pa o Krški občini, delujemo, smo rekli, že na 7 lokacijah. Se pravi, Senovo, Brestanica, kateri je pomagala ustanoviti brežiška skupina, Videmski del na Vidmu, potem smo v parku in smo na štadionu, zdaj smo tudi pri gasilnem domu v Leskovcu in uvajamo v Podbočju. Moj namen in želja je pa, da se usvojimo in privabimo še Kostanjevico, da te naše dolenjske Benetke vključimo, ker vem, da lansko leto je regijsko srečanje organizirala skupina v Brežicah, ki že 2 leti telovadi. Računajo, da bomo drugo leto Krčani organizirali to regijsko in imam neko vizijo, da bi bilo tam najlepše. Da bi bili tudi nekako pomlajeni, še dodani in še močnejši. Tako. Ampak glede na to, da te vadbe potekajo vsak dan ob isti uri in na prostem, verjetno potrebujete več vaditeljev. Sama se ne morete klonirati in biti na 7-8 lokacijah naenkrat. Kakšni so vaditelji oziroma kaj morate izpolnjevati osebe, ki potem nekako vodite to vadbo za vse, ki se odločijo priti in gibati na prostem? Ja. Društvo šole zdravja je letos organizirala 13 usposabljanj in je usposobila kar veliko število vaditeljev po Sloveniji. No, v Krškem oziroma v Brežicah je bilo ta tečaj in je bilo usposobljenih 13 vaditeljev. Se pravi, mišljeno je tako, da, ker smo vsi dejansko prostovoljci in normalno, da vsak dan ne moreš ali pa ne, da je 3 do 5 vaditeljev v eni skupini. Se pravi, je poskrbljeno, da se tudi vaditelji nekako povezujejo z različnimi člani. Tudi to. Da se tudi družbene vezi, družabna sfera krepi. Ravno to je namen, ne samo gibalni del, povezovanje, druženje v lokalnem okolju. Ker vemo, da telo in duh je celota. Če je to uravnovešeno, je vse. In zato na koncu še zapojemo, si povemo vic, gremo skupaj na kavico, to druženje je zelo pomembno. Tako da imate hrano in z telesnega vidika in z duševnega. Tako. No, v vašem logotipu Društva šola zdravja je upodobljena znamenita podoba Leonarda da Vincija, človeškega telesa, in kot ste že prej dejala, 1000 gibov. Ravno človeško telo je tako čudovit stroj, ki zmore številne gibe, sestavljeno iz številnih drobnih koščkov, ki tvorijo naš organizem. In kako recimo ta simbolika Da Vinčijevega telesa, ki ga imate v svojem logotipu, tudi ponazarja na nek način, kako lahko človek z različnimi gibi preko različnih delov telesa poskrbi za to, da je vitalen in da je telo čim dlje funkcionalno, tudi če je že človek recimo v jeseni življenja. Res je tako, ja. Ta Da Vincijev mož je upodobljen v kvadratu in krogu. In to predstavlja popolnost telesa in duha. Tako kot je
logotip društva v bistvu res predstavlja ta vitruijski človek, ki ga je 1487 v renesansi Da Vinci narisal s črnilom na papir in predstavlja res popolnost. Popolnost človeka, ki ga lahko preide v kvadrat in v krog. Ne? To prehajanje. Tako, to prehajanje, ne? To popolnost, ta lepota narave in človek je pač, zato je tudi ta znak, ni čudno, ne preseneča, da je to simbol skladnosti, harmonije telesa in duha in je postal ta zaščitni znak tudi medicinskim poklicem in tudi šoli zdravja. No, v šoli zdravja imate širom Slovenije, ne samo v posavskih skupinah, zaščitno barvo. Telovadite tako, da vas lahko nekdo, ki oddaleč vidi neko skupino, ki giblje, vas že prepozna. Res je. Res Kako? je. Oranžna barva je naš prepoznavni znak. Vemo, da je oranžna barva mešanica rumene in rdeče. Rdeča ponazarja energijo, rumena radost. Se pravi, je optimistična, očarljiva, prinaša spontanost, pozitiven pogled na življenje, osvobaja duha in nam daje občutek, da smo, kar smo. Se pravi, tudi na ta simboličen način z uporabo barv nekako poskušate vplivati na to, da vlivate neko spodbudo, motivacijo. Motiviranost. Ja. Gledamo na življenje z svetle plati. Krasno. Že to je veliko, a ne? Še preden se človek začne zares ukvarjati s svojim telesom in začne nekako sistematično gibati, če že ima tako mišljenje, je že to nekako dober začetek. Tako. Zanima me, če imate v vaših vrstah, vemo, da je znan rek, da človek se dejansko zave svojega zdravja velikokrat šele takrat, ko zboli. Tako. In me zanima, ali so v vaših vrstah člani, ki se redno udeležujejo tega gibanja na prostem, ljudje, ki so že imeli kakšne težke življenjske preizkušnje z vidika zdravja in jih je to nekako streznilo in da je prišlo do spoznanja, da vendarle je treba nekaj narediti, je treba se začeti gibati, je treba vlagati v samega sebe s pomočjo lastnih naporov, s pomočjo lastne volje, lastnega elana. Ali je to nekako preventivna sfera ljudi? Kaj je nekako tisti skupen imenovalec, kateri so tisti, bom rekla, skupni imenovalci vseh, ki se udeležujejo vaših srečanj? Je že res, da je ta vadba predvidena za vse generacije. Ampak, nažalost, ker je to ura 7:30, smo to v glavnem upokojenci. Povprečna starost je 68 let in to v glavnem ženske. Od tega je 314 nad 80 let starih in celo 14 nad 90 let članov imamo. Pomeni, da je to populacija, ki ni glih ravno, ima težave z zdravjem, raznoraznim. Ampak pri teh vajah, pri teh so spoznali in prenesli naprej drugim, da so se udeležili, ker jim resnično to pomaga. Resnično in ravno včeraj sem dobila tak namig ali pa povedano mi je bilo koronalno društvo, ki svojim članom vsakič meri utrip, pritisk in ena naša članica reče, vadim 2 meseca, 3 mesece, utrip, pritisk se mi je popolnoma znormaliziral, kar ne morejo verjeti. In prav pripisujem to redni vadbi vsak dan. Tako da so. Pa vaje na prostem, ni grip, ni prehladov, utrjeno telo. Skratka, organizem ni zavit v vato, kot radi rečemo. Ne glede na to, ali je sonce, ali je vetrovno, ali je mogoče malce deževno, malce rosi. Vi se potrudite, da greste nekam pod streho, da vas ravno ne pere, pa da vseeno na svežem zraku gibate. Kakšne pa so prednosti v primerjavi, recimo, vemo, da v telovadnicah, v različnih zaprtih prostorih poteka vrsta različnih vadb. Vi pa nekako držite to značilno slovensko lastnost vseh šol zdravja, da ostajate na prostem in da te pol ure telovadite dejansko na svežem zraku. Kakšne so prednosti, poleg teh, ki ste jih že omenila, da seveda krepite imunski sistem? Kaj pa je še zraven pomembno k temu?
Pomembno je to, da nismo omejeni s časom, da vadimo na javnih površinah kot prostovoljci, da se ničesar ne plača, da nismo omejeni s hrupom ali skratka, nadihamo se svežega zraka, naredimo tudi dihalne vaje, smo del narave. In se tako tudi počutite? Ja, svobodno, ne? Se kdaj vam zgodi, da kakšen mogoče malce z levo nogo vstane, mogoče s tisto, joj, danes pa ravno ne bi, pa se mi ne ljubi, pa nekako vseeno spravi tisto voljo skupaj in pride na telovadbo in na koncu mogoče reče, prav je bilo, dobro je bilo, da sem se odločil, da nisem doma ostal, da potem to življenjsko energijo, ki nam jo vsem mogoče kdaj primanjkuje, vseeno osvoji, ker je storil tisti odločilen korak, da je stopil naprej in je prišel telovaditi. Vsakdo to. Vsakdo to, ker na koncu smo vsi nasmejani. Skratka, samo težko je začeti, ampak če pa začneš, potem na koncu je pa tisti rezultat, ki ga vsakdo tudi želi sam od sebe. Res je tako, ja. Res je tako. Ste med mlajšimi mogoče kdaj zaznali kakšno željo, kakšno pobudo, da mogoče bi tudi člani mlajše generacije želeli se priključiti vašim aktivnostim, ampak ker je pač ura taka, službe so, vemo kakšne, zelo fleksibilne in marsikdo, ki je še v delovnem razmerju, ki je še zaposlen, si težko privošči zjutraj o 7:30 telovaditi, preden bi šel recimo v službo. So prišli kakšni indici strani mlajših, da bi tudi zraven sodelovali, ampak nekako jim ura ne odgovarja. Ja, res je. Zelo dobrodošlo bi bilo, da bi lahko tudi zaposleni te vaje izvajali, no pa moram kar en primer povedati, recimo Kranjske občine, tam pa je velik posluh in tam dejansko pred začetkom delovnika po telovadjo, pa se jim pol šteje tudi to malo kot varnost in zdravje pri delu, ta telovadba, tako da tudi naši člani so že bili po določenih firmah, kjer so ravno to z njimi potelovadili. No. Krasno, to je dejansko potem tudi spodbuda strani delodajalca, da podpira gibanje. Ja, je. In tudi človek je verjetno bolj učinkovit, če pred samim nastopom dela potelovadi in se svežega zraka nadiha, verjetno več od sebe da, kot če bi samo zjutraj prihitel, hitro spil kavo in začel delati. Ja, tako je, res je tako, ja. Ko ste omenili ta kranjski primer, seveda ne morem mimo tega, da omenim, da celotno društvo, se pravi na nivoju celotne države, podpira tako Ministrstvo za zdravje, Slovenska filantropija, Fundacija za šport, skratka društvo z nivoja nacionalnega ima podporo, kako pa je s tem v Krški občini? Ja, zdaj, ker smo kot res se zelo oštevilčili, bi rekla, nas je podprla občina sama Krško in se moram zahvaliti res, opremili so nas z oranžnimi majicami, sicer zdaj, ker je že toliko članov, jih ni dost, no, ampak je tudi Ljudska univerza, medgeneracijski center, tako da je moralna podpora velika. Pa tudi finančne se verjetno ne branite, da kakšno druženje, ki ga sicer mogoče malce težje bi izpeljali, ga mogoče na račun kakšne pomoči pa lahko. Še nismo. Še niste, se pravi, ostajate pri gibanju v prvi vrsti. Še nismo, zdaj računamo na neko, nismo še tako daleč. No. Niste še tako daleč. Ne. Ampak je pa to, bom rekla, en dober začetek, a ne? Če se človek skozi gibanje poveže, se tudi nekako ustvarijo prijateljske vezi, se ta socialna nota ukrepi in potem verjetno s časom pridejo tudi razna druženja, kot so izleti, skupna praznovanja. Tako. Tudi zasebno potem skupina nekako bolj močnejša postaja. No, tako, to pa že imamo, da če kdo ima tisti dan vadbe, rojstni dan, da dobi eno rožico, seveda oranžne barve. Da ostajate pri vaši ognjevitosti, pri vaši energiji in pri vaši radosti. Ja. Društvo Šola zdravja organizira, kot sva že rekli, vaje zjutraj vsak dan ob 7:30. Kaj pa je botrovalo z vidika seveda društva na nivoju Slovenije, kot tudi skupin? Seveda skupine sledijo
ciljem, statusu celotnega društva. Zakaj Ja. telovadba zjutraj? Kakšne so koristi, kakšne so prednosti, da se človek že zjutraj, ko vstane, loti gibanja? Ja. Naravni ciklus je, da se človek zjutraj, ko se zbudi, pretegne. Tako kot muca, tako kot kuža. In če je človek pravilno in dovolj naspan, se pravi, če hodi pravilno spat dosti pred polnočjo in tako, je ura ob 7 dovolj, da se vstane. In ravno to je vodilo tega, da je ta ura ob 7:30, ker vemo, da je tisto spanje do polnoči podvojeno v kvaliteti. Se pravi, ljudje bi morali se zjutraj zgodaj vstajati, potelovaditi, malo narediti za sebe in potem je elan za nov dan. To je glavno vodilo bilo, no. Pa se ljudje tega držijo? Ne. Ne. Ne, največkrat ne. Saj je res, da smo eni jutranji, eni večerni tipi in tako, ampak resnično zjutraj se dan lovi. To so že stari ljudje vedeli povedati. Sicer ne z vidika gibanja, ampak zato, da se zjutraj največ naredi v dopoldanskem času, ampak vseeno se da to preslikati tudi na današnji čas. In ko se zjutraj zbudimo in začnemo telovaditi, vse življenjske tekočine, od limfe do krvnega obtoka pospešimo in deluje telo tako, kot mora. Kakšne vaje pa izvajate v sklopu teh 1000 gibov? So to vaje, ki so namenjene posameznim sklopom, ki so v našem organizmu, ali je to namenjeno dejansko celemu telesu, vsakemu pomalo? Na kakšen način so ti gibi zastavljeni? Doktor Grišin, ki je ustanovil teh telovadbo 1000 gibov, je nevrolog in pa manualni terapevt, specialist v bistvu. Tako da je z eno profesorico telovadbe snemal vsak gib po sekundah, da je speljal v pol ure 51 vaj in s tem obdelal celoten sklop mišic, sklepov celega telesa. In začnemo pri dlaneh, pri glavi, končamo na podplatih, na nogah. In ljudem to, kot ste dejali, zelo pomaga. Koristi, ja. Zaznajo sami pri sebi spremembe. Res spoznajo, ja. Potem tudi ime 1000 gibov ni strte izvito. Je dejansko bilo to sistematično narejeno, sistematično izračunano, kako je treba v te pol ure telovaditi, kaj vse obdelati, da s temi 1000 gibi, ki se slišijo tako privlačno, privabijo, že s samim imenom. Dejansko je pa to premišljen načrt bil. Zelo strokovno podkovan, tako se rečem, profesorja telovadbe in oziroma zdravnika medicine, nevrologa. Tako da je to usklajeno. Taka odlična kombinacija. Zelo usklajena kombinacija in resnično pomeni razgibati vsak del telesa, no. Res. Z gibanjem res zelo veliko lahko naredimo. Če bi nekdo recimo sam sebe vprašal, koliko dejansko posveti namensko gibanju in temu, da razgiba svoje telo, če bi bili čisto pošteni do sebe, verjetno tega gibanja res ni toliko, kot bi ga moralo biti, da je telesu zadoščeno in da je tudi naš organizem funkcionalen tako, kot mora biti. Kateri so pa še mogoče ostali dejavniki, ki poleg tega, da človek redno telovadi, tudi pripomorejo k dobremu počutju? Se rečem druženje v lokalnem okolju, petje, smejanje, vse, kar duši koristi, no. Same pozitivne reči torej. Tako. Če pozitivno delujemo, potem tudi pozitivno nase privlečemo. Ja, tako je. In ker so ljudje zadovoljni, se te množice kar zlivajo. Ena skupina, potem nastaja nova in nova in nova. In največ naredi verjetno ta ustna reklama. Nekdo, ki že telovadi, ki se že dobro počuti, pove prijatelju, prijateljici in potem postopoma tako dobivate preko ustnega izročila, ustne reklame
nove in nove člane. Tako je. Saj smo lepili plakate, zgibanke talali in vse, ampak to ustno izročilo je še najboljše. No. Najbolj preverjeno in največ potem tudi na dolgi rok verjetno pusti vključenost. Ja, res je. Kako pogosto pa se vam zgodi, da dejansko, kadar vadite, ljudje opazijo skupino oranžnih majčk, ki gibajo in da potem pristopijo, vas mogoče ob koncu ali pa že vmes malce pocukajo za rokav, povprašajo, če še ne poznajo vaše dejavnosti, kaj počnete, kakšna vrsta vadbe je to in da se na tak način dejansko tudi pridružijo vaši skupini. Ja, no, moje izkušnje so tako, da nekaj časa hodijo okoli tega mesta, gledajo, ampak ko jih povabim, odidejo. Kasneje se pa posvetujejo še s kom in se res nam pridružijo. Se vrnejo. Ja, se vrnejo. Se vrnejo. Dejali ste, da je več žensk kot moških. Mislite, da je kakšen poseben razlog? Smo ženske bolj osveščene o samem gibanju ali je kakšen drug razlog, zakaj se moški v manjši meri odločajo za telovadbo? Joj, to pa skoraj ne vem. Mislim, da so malo bolj leni, no. Da se jim zjutraj ne da vstati. Ali pa, ne vem, mogoče smo ženske bolj vztrajne, bolj... Nekako vpete tudi v to kolesje, da je skozi treba nekaj delati, nekaj početi, za nekaj skrbeti. Imamo v glavi, da je treba neko aktivnost peljati naprej. Ja, no. Nažalost si zelo želim, da je več moških prisotnih v naših skupinah, ampak na vidmu v skupini je samo eden. V parku je bil, pa je šel, ker je bil mlajši, pa je želel imeti bolj intenzivne vaje, take, ki so v fitnesih. Potem na štadionu je tudi eden gospod in v Leskovcu pa tudi eden. No. Tako da res manjšina, želela si bi tega več. No. Pa so ti gospodje, ki se vendarle priključijo skupini vadečih in so dejansko blaženi med ženami, so to možje? Ki že telovadijo ali so to samostojni gospodje, ki pridajo? Večinoma so verjetno kar možje. Dva sta moža, dva sta pa tako samostojna. No. Se vam kdaj zgodi, da vaše aktivnosti nekako prepoznajo tudi vzgojno-izobraževalne inštitucije in da želijo nekako približati aktivnosti tudi v jeseni življenja, ko pravite, da vas je večina upokojencev, da tudi mlajši generaciji že na začetku njihove življenjske poti poskušate skozi prikaz vašega gibanja, skozi prikaz vaših vaj, vcepiti na nek način pomen gibanja za dobro počutje tekom celega življenja? V vrtcih, v šolah? Ja, res je. Prisotni, no, v Krškem še ne, pa to je moj naslednji cilj, da bi še z vrtcom in šolo probali se združevati na ta način, da bi res vsi 30 minut migali. Drugje, po drugih občinah je to že. Sem pa zelo vesela bila poleti, ko so bile počitnice, ko so babice pripeljale vnuke v park in so z nami telovadili. To je nepopisno veselje. No. Je verjetno še celotno skupino kar pomladilo. Motiviralo. Pa pomladilo, ker je nekako ta mlajši rod poln energije. Res. V primerjavi že starejšima. Ne? Res, ja. Skratka, imate načrte tudi to prenašati na mlajše? Absolutno. Kakšne so pa dolgoročne nekako želje, ambicije, kaj bi želeli v nekem obdobju, ki prihaja, mogoče ne tako zelo dolgem, 5-10 let, kaj bi želeli doseči na področju, mogoče tako, kar se tiče celotnega društva Šole zdravja, kot vam narekujejo smernice z nacionalnega vidika, kot tudi skupin, ki delujejo na območju Posavja in na območju občine Krško? Ja. Želja in cilj društva in tudi mojega osebnega je, da se ta vadba 30 minut na 1000 gibov pripelje v vsako vas, v vsako naselje, da bi se ljudje družili vsako jutro v lokalnem okolju, se razgibali, se poveselili in imeli elan za cel dan naprej. In to doseči je verjetno kar dolgoročen projekt. Ja, ne zgodi se to čez noč. Ne. To je kar projekt, ki traja. Sam moram reči, da v Krški občini je posluh ljudi za to.
da smo res že številčni in vsi nasmejani. Vsi nasmejani, veseli, no, kako naj rečem. Skratka, dosegate tiste namene, zaradi katerih je bilo samo društvo pravzaprav tudi ustanovljeno. Ja, res, res. Prav vesela sem, no, ker so rekli, v Krškem bo to težko, to ni turistično mesto, kjer tujci so zraven v našo skupino Piransko takrat zraven šli, tam nas je bilo na pomolu 50. To so s hotelov gledali, pa so se nam pridružili. Ne, bolj odprti, ampak lejte, z optimizmom in bo ratalo vse. Počasi. Ja. In z vztrajnostjo. Tako, tako. Se morda tudi povezujete, kot ste dejali, da je že v načrtu, da se s šolami in z vrtci, ki tudi pouk začenjajo ob taki uri, ravno ko imate vi vadbo, da se povezujete tudi z skupinami sosednjih občin, kot ste dejali v Brežicah, tudi v Sevnici verjetno že deluje skupine. Se kdaj povezujete, da greste na obisk ali da oni pridejo na obisk in da skupaj telovadite? Vsako leto je skupno srečanje vseh skupin. No, in letos je bilo to srečanje v Piranu 1. septembra, pa največkrat je v Piranu na Tartinijevem trgu. Pričakovano je bilo 1300 oseb. Toliko je tudi članov v vseh skupinah po Sloveniji? 4 do 5 tisoč članov je v društvu Šoli zdravja. Ne? To je velika številka. In ker pa je Piran majhen in je omejen z avtobusi, ker vsi pridejo, vse skupine iz cele Slovenije pridejo z avtobusi tja, je to malo nerodno. Tako so se letos društvo odločilo, da bo vse slovensko srečanje vseh skupin v Velenju. Med letom so pa regijska srečanja in ker je skupina v Brežicah že 2 leti deluje, je letos zelo dobro izpeljala skupinsko regijsko srečanje, se pravi Sevnice, Krškega in Brežic. Pridružila se nam je skupina iz delno iz Novega mesta, tako da je bilo čudovito srečanje. Kako pa je z vključenostjo? Omenili ste Brežice, Krško, Sevnica. Ja. V Posavju so še 3 manjše občine. Kostanjevica, ki jo želimo osvojiti. Jo želite, je v planu, se pravi Kostanjevica na Krki, potem Bistrica ob Sotli, ki je tik ob hrvaški meji, in pa čisto zgoraj še Radeče. Imate tudi tu načrte, kako vpeljati skupine v te konce, da bi nekako bilo Posavje z vsemi občinami dobro pokrito? Ja. Bomo poskušali tudi v te konce, se rečem, da je dolgoročni cilj in srednjeročni pripeljati v vsako vas, v vsako naselje, ne, to telovadbo. Društvo ima pravno ta cilj, da tudi v te obmejne, da gre tudi preko meje. In v Beli krajini so že preko šli. Skratka, da se Slovenci in Hrvatje potem povezujejo. Tako. Da je to dejansko večnacionalni projekt, oziroma dvonacionalni, glede na to, da mejimo. Ne? Ja, res. Je res. To so lepe pa še nekaj, ker temeljito vse na prostovoljstvu, je to neka zagnanost, nek entuziazem, celega daš sebe v to in pol kar taki zraven pridejo in nastajajo čudovite stvari. No. Vam je to hrana in motivacija tudi za naprej, da to počnete? Ja, res je. Imamo krasen kodeks, ni izključevanja, ni ugovarjanja, mi na kavi, na tem se pogovarjamo o kuhanju, o samih dobrih, lepih stvareh. Vemo, da smo popolnoma vsi drugačni, različno zmožni telovaditi, različno stari, nihče nikogar ne gleda, vsakdo dela po svojih zmožnostih. V bistvu pomembno je sodelovati, pa kolikor že kdo zmore. Tako. Gibati, koliko lahko. Do mej bolečin. Se vam je kdaj že zgodilo, da so osebe, ki so bile težko bolne, podobno vprašanje sem že bolj v začetku zastavila, da so bile osebe težko bolne, so morda ozdravele in so ob pomoči vaših gibalnih vaj potem to svoje zdravje, ki so ga vrnile na svoja dobra, stara pota, uspele ohranjati, da nekako se bolezen ni vrnila nazaj v njihova življenja?
Zdaj takšnega primera ne vem. Je pa znano, da recimo po kapeh s telovadbo in s temi stvarmi se res vrneš na stara pota, no. Je to neke vrste fizioterapija Je. v drugačni obliki, kot jo ponuja javni zdravstveni Tako je, sistem. tako je. Ja, Je oplemenitena še z druženjem, Ja. pa z nekako drugačnimi vajami, Ja, ki ja. bolj koristijo človeku samemu z telesnega in z duševnega smisla. Še mogoče dobro koristi tudi ta telovadba proti stresu. In ravno to druženje, ko smo rekli, ne, odpravlja stres. S kakšnim stresom se pa v pokoju ljudje soočajo? Oh, Ker se pogovarjate sigurno potem, ko zaključite telovadbo, o različnih stvareh. boleznih ne. Tako, boleznih ampak ne. verjetno iščete rešitve za kakšne stvari, ki so vam mogoče skupne, sorodne. In povejte mi, kakšne vrste stresa lahko doleti upokojenca, ki nima več tiste skrbi zjutraj z budilko vstati, zadostiti željam delodajalca, poskrbeti za dom, za gospodinjstvo. V jeseni življenja pridajo verjetno druge skrbi in drugačni stresi. Drugačni. Kateri, kakšni? Drugačni. Mogoče, nažalost, so penzije dosti nizke. V finančnih stiskah so kar ljudje. Nekateri so pod drugačnimi pritiski zaradi svojih svojcev, otrok, ki Se mogoče pravi, niso medsebojni odnosi. zaposleni. Ja, tako. Te stvari sigurno upokojence pestijo, no. Potem vi na nek- Niso brez skrbi. Verjamem, da ne, ampak me pa zanima, kakšna je ta razlika med nekom recimo moje generacije ali pa Ja. nekdo srednjih let, Ja. ki živi še tisto v drugačnem pomenu aktivno življenje, kot pa v pokoju, ko res določen del skrbi, ki jih imamo še kot zaposleni, odpade. Ja, vsakdo ima neko svojo ali bolezen, ali ne Neko vem. breme, ki ga nosi. Tako, ja, nekaj ima. Vsakdo ima. In res je potrebno to druženje, res odpravlja stresno in je koristno za gibanje in za druženje. Ko ste omenila, da je pozitivna stvar same vadbe tudi v tem, da ni najemnin, ker niste v telovadnicah, je dejansko zadeva brezplačna. Potem tudi osebe, ki se mogoče soočajo zaradi nizke pokojnine s finančnimi zagatami, se lažje odločijo za tako vrsto rekreacije, kot če bi se bilo potrebno vpisati nekam v fitness na neko organizirano vadbo, ki poteka v kakšni telovadnici. Res je. Tle resnično delamo prostovoljno, vse s tem, da je 20 evrov je članarina za celo leto in ta se odvaja društvu. No in naslednje leto, ko bomo že leto in pol delovali, bomo dobili po osebi 4 evre od te članarine nazaj. Se pravi po osebi, koliko pač nas je. Ampak to ponavadi pol porabimo za tisto skupno druženje enoletno, ko si najamemo avtobus. Tako da dejansko ne ostane, ne, nič. Še prispevamo zraven. Dejansko res delate v duhu prostovoljstva, da ni nihče v duhu neke koristi, da bi želel nekaj pridobiti s tem, ko tukaj deluje. Ni tega. So med vami morda tudi med vaditelji, med osebami, ki skrbijo, da ljudje izvajajo v pravilni tehniki vse te gibe, tudi kakšni profesori telovadbe, kakšni športni pedagogi, morda tudi upokojeni? So. Tudi v naših skupinah je veliko učiteljic, tudi pedagogi so, ja, kot ste rekla, na Vidmu, tej športni ne. V Šmarjeških Toplicah prav vodi ta, ki je napisala skupaj z dr. Grišinom to vaditeljsko knjigo. Ona vodi to. Je lepo pogledati, se tudi enkrat pridružila tej skupini v Šmarjeških Toplicah pod hotelom, 50 oranžnih majic,
ki lepo telovadijo. Usklajeno. Ja, ja. So pa kakšne razlike morda, če glede na to, da ste bila že v Piranu, omenila ste sedaj v Šmarjeških Toplicah, pa še kdaj ste verjetno kam šla pogledati ostale skupine. Ja. So kakšne razlike, kljub temu, da se telovadi ob isti uri, vsi enak čas, se pravi te pol ure, kolikor je začrtanih, je mogoče neko odstopanje pri mogoče kakšni skupini, ki ima manj usposobljenega morda vaditelja, ali pri skupinah v mestih, podeželju, da so kakšne razlike, ali se to res tako striktno drži teh 1000 gibov, da je to dejansko, če bi posnel vse ob isti uri na vseh lokacijah, kot bi bila neke vrste zrcalna slika? Ni popolnoma zrcalna slika, zato ker piranska skupina, tam, kjer se je to začelo, in še ni bilo merjeno z sekundami, so izvedli nekaj gibov več. In tiste gibe jaz v Krškem kar ohranjam, pa nekje drugje. No. Tako da se razlikujemo. Neka skupina je dodala eno vajo po svoje drugače. Določeni vaditelji si zrcalne slike na vaditeljskih učbenikov predstavljajo malo drugače, kot dejansko celotni gib poteka. Tako da so razlike, ampak v bistvu se izvede to, kar je telesu potrebno. V pol ure naredi vsakdo to, kar je zadoščeno. rabi. Tako. So morda razlike pri mogoče tem telovadnem zagonu ali pri sami vključenosti, če primerjava ruralno okolje in pa urbano. Mogoče mestni ljudje, ki nimajo toliko možnosti za gibanje, se lažje vključijo, se prej odločijo za gibanje, kot pa osebe, ki živijo morda na podeželju, kjer imajo več možnosti za sprehode, za delo v vinogradu, na polju in so morda že primorani več gibati po delovni plati. Ne bi rekla. Ne? Ne bi rekla. Ravno Leskovec mi to dokazuje, Podbočje mi to dokazuje, Gora, ki že prihaja počasi na lovski dom. No? Je kar ta osveščenost, da so tisti gibi, domači gibi dela drugačni, kot to, ki razgibaš res vsak sklep in vsak. Se pravi, ni to opravičilo, da bi rekel, delam na polju, delam v vinogradu, delam okrog hiše, zdaj sem pa naredil nekaj za svoje telo. Nekaj verjetno že, ampak prav vse, kar bi bilo potrebno, pa res ne. Ne. Nekaj miselnosti je takšne. Pri moških predvsem sem opazila. No? Ja. Mogoče odstot ta lenoba v narekovajih, da se manj vključujejo, ne? Da imajo občutek, da že doma toliko naredijo. Ja, sem dosti naredil, ne, zase, ampak to niso te gibi, ne. To vemo, da so isti gibi naredijo razne probleme hrbtenici in vsem sklepom, vsem, ne, preobremenitev. Ste se kdaj soočali s kakšnim tarnanjem, sploh pri osebah, ki so se šele vključile v skupino, ki morda prej niso dovolj gibale ali pa sploh niso, in da so jim podobno kot pravijo, če greš na pohod ali na kakšno večjo telesno obremenitev, da potem naslednji dan ali nekaj naslednjih dni mišice trpijo, je telo malce manj funkcionalno, da bi zaradi tega tisti, ki niso bili tako pridni zaradi samega negibanja, da bi to občutili kot nekako od začetka negativen del? Ali so vaje take nežne, počasne? Nisem tega opazila in tudi ne, ker vaditelj vsakem posebej pove, da dela do svojih zmožnosti. In vsak dan povečuje to, dokje lahko naredi, ker bolet ne sme. Ne? Tako da vsak dan je boljše. Nisem opazila tega, da bi kdo rekel, zdaj pa imam probleme. Skratka, samo treba je znati poslušati svoje telo, pa mu slediti. Tako. Vsi smo različni, vsi imamo različne ali bolezni, ali ne vem, in moramo se poslušati. Dobro se poslušati, vse do mej bolečin, lahko bi si naredili kakšno škodo, ne, še posebej pri glavi, recimo, ne. Ena vaja je že takšna, ki se moraš resnično pravilno izvesti, ker drugače si lahko res poškoduješ atlas ali pa prva 3 vretenca. No.
Skratka, niste brez razloga uvedli vsa ta usposabljanja za vaditelje, da se res vaje izvajajo varno, Morajo, pravilno tako. in tako, da, Ja. da koristijo in da po neprimernem ne povzročajo kakšne Tako, škode. tako, ja, res ja, ker pol nismo nič naredili, ne, če gremo za to, da vaja koristi vsakemu posamezniku, ne. Zdaj, če ga kaj boli ali ne, do mej, do svojih mej, no. In kako dejansko izgleda telovadba na prostem, pod milim nebom in pod budnim očesom vaditelja, si bomo sedaj lahko pogledali skozi oči kamere, ko je naš snemalec ujel trenutke skupnih vaj. Dih, izdih naprej. Komolce stisnemo v telesu, gremo vaja pa. Pa še enkrat. Zamenjamo roko, spet vdih, izdih. Zelo čvrsto, dela samo spet vrat in glava in roka. Zadržek, izdih. Telo je čvrsto, ga ne premikamo, delajo samo roke levo in desno. Čvrsto držimo telo. Še enkrat obrnemo. Delamo lok z vdihi in izdihi. Vdih, izdih. Gledamo v tla. Gremo na spodnjo mišico, doktor Grišin pravi, da je to drugo srce. Zmasiramo fajn gleženj. Vrnemo. Vdih, izdih, spet z vdihi in izdihi pomagamo odpirati vretenca, da pridemo čim nižje. Vdih, izdih, čisto kratke gibe in obrnemo. Trije prsti so spodaj, z mezinčkom in palčem objamemo in vrtimo čim nižje na noter. Pa stopimo skupaj in z obema kolenoma čim nižje gre, bolje poglobljena vaja. Po zunanjem robu. Evo, bravo, enotne smo. Zajamemo še enkrat zrak, pa izpihamo še ven. Pa spet vdih, izdih, fajn globoko zajamemo zrak, ustanemo in spihamo vse slabo ven. Pa zajamemo energijo za nov dan. Skupaj smo močnejši, krivi zdaj še ti, da bomo žili zdravi.
giban sem Krčan, odlično zdravja, razgiban sem Krčan. Hvala za lep začetek dneva vsem, da ste prišli in jutri zopet vsi povabljeni, kakor vsi občani. Kje vse pa sicer vadite? Dejali ste, da Kostanjevica je tista želja, da še želite priključiti. Brežice so tiste, ki so prve začele v Posavju pred 2 letoma. Kje vse pa sicer tudi v Krškem se vse telovadi? V Krškem se telovadi pri osnovni šoli Jurij Dalmatin. Če je slabo vreme, ob 8 sicer, ker drugače ne morejo, je zaklenjeno nad tržnico. Potem smo v mestnem parku. Seveda, če bo zelo slabo vreme, kakšen dan bomo pa šli noter v medgeneracijski center. Načeloma smo zunaj, ne, smo rekli. Potem smo pri štadionu. Tudi tam imamo neko nadkritje. Mogoče še od Amadeja en prostorček za res hudo vreme. V Leskovcu smo tudi pri gasilnem domu, je tudi nadkritje. Ravno tako pa v Podbočju zaenkrat. No. Na Senovem telovadijo pri društvu starejših. V Brestanici pa tudi tako nekje zunaj, no, ampak naj povem, da letos so praznovale 10. obletnico tri skupine, in sicer v Domžalah, Ljubljana, Livada in Izola. In vse 3 skupine niso šle niti en dan v zaprt prostor. Tako da je to res velik uspeh, no. Če bi po domače rekli, tudi pošpičene prekle, če bi letele z neba, jih ne ustavijo. So toliko vztrajni, da se strogo držijo. Krepimo telo. Tako, z vseh vidikov. Ja. Drugače pa je po celi Sloveniji, sem že rekla, 165 skupin v 71 občinah, ki to je res veliko gibanje. Že skoraj bi rekla lahko gibanje. Ne? In ta številka se verjetno iz meseca v mesec tudi povečuje? Se povečuje, pa na žalost nam tudi kdo umre. To je le, ne. Zaradi same starostne strukture, tako, ne? Ja, tako. Tako da kar nekje, no, se jih pridruži več, no, ampak tako pač je. Potem, če tako pogledava čez prst, kar se same krške občine tiče, so kar krajevne skupnosti razmeroma dobro pokrite za sedaj, glede na to, da v Krškem deluje skupina koliko dobro, 1,5 leta, ne? Samo pol leta. Samo pol leta? Samo pol leta. Nekje junija smo začeli, registrirali smo se desni breg junija, levi breg julija, čeprav so one že v maju nekaj poskušale in telovadle, ne. Tako da resnično, to je pravi boom v Krški občini. Ja, glede na to, da je res, če pravite pol leta, je pa to odlično za začetek. Res sem zelo zadovoljna, ampak in to mi daje moč za naprej in za vstati vsako jutro. Imate somišljenike tudi z vidika te gonilne sile, da tako kot imate vi to idejo, to željo v čim več posavskih vasi v vsak kraj pripeljati skupino, jo ustanoviti in jo uspešno vsak dan peljati naprej. Imate podpornike v smislu te gonilne delovne sile? Moram reči, da to organizacijski je res v meni. Ampak vse drugo pa prihaja in mi dajo spodbudo. Takoj je nastala himna. Razgiban sem Krčan. Naša knjižničarka Antonija je takoj naredila himno. Krasna himna. Druga je našila rumene trakove. Tretja, to se kar rodi dobro. In je res spodbuda idej, polno idej. Vsak prida nekaj svojega, kar obvlada, kar zna in potem naredite eno tako skupno celoto. Ja, res je prijetno, no.
In v sklepnem delu, ko bomo počasi zaključili 30. oddajo Ozadij, seveda ne bi mogli lepše zaključiti kot s povabilom, da se še kdo pridruži vaši skupini in naredi vaše gibanje še močnejše, še bolj številčno. Ja, tako je. Skupinska vadba je boljša, bolj motivira posameznika, zato se nam občani pridružite vsako jutro ob 8:30 na lokaciji, kjer bivate. Če še ni skupine, jo ustanovimo, sam da je 5 članov, že lahko nastane nova skupina. Vljudno vabljeni. Tako. In upajmo, da se bo temu vabilu odzvalo čim več gledalk in gledalcev, ki spremljajo naše oddaje in ki tudi slišijo ta vabila, ki seveda so dobronamerna. Vse to počnete zato, da se človek dobro počuti v svojem telesu. In naj bo to nekako tudi zaključna misel, da za zdrav duh v zdravem telesu poskrbimo sami in če sami ne bomo nič storili, tudi ne moremo pričakovati, da se bo samo od sebe zgodilo, kaj ne? Tako je. Tako kot dr. Glišin reče, predpisovanje zdravil, receptov ni pravilo, da moramo resnično narediti vsi sami za nekaj za svoje telo in zdravje. Tako. Hvala lepa, gospa Helena Španovič, da ste se kot vodja gibanja v sklopu društva Šola zdravja udeležila današnjega najinega pogovora, da ste si vzela čas in da sva skupaj lahko približali pomen zdravega gibanja, pravilnega gibanja, predvsem za tisto starejšo generacijo v jeseni življenja, da se morda v večjem številu odloči, da vendarle še nekaj stori za svoje telo s pomočjo lastnega telesa. Ja, hvala vam. Hvala za povabilo. Lepo se še družite, veliko uspešnih, zdravih in pravilnih gibov vam želim in naj bodo vse te skupine, ki jih skupaj v Sloveniji ustvarjate, vse bolj številčne in ustvarjajte dobro energijo s skupnim namenom, da bo zdravje skupno vsem vam. In družba lepa. Tako. Hvala lepa še enkrat za povabilo. Tudi vam. In drage gledalke, cenjeni gledalci, upam, da ste v toku današnje 30. oddaje skozi pogovor s Heleno Španovič odnesli kaj dobrega zase, za svoje zdravje, predvsem pa to, da je zdrav duh v zdravem telesu vredno poskrbeti, kajti le tako se lahko človek dobro počuti, dobro dela in uspešno pelje svoje življenjske poti. Lepo se imejte in lep pozdrav do prihodnjič. Nasvidenje.